Tukaj so 3 vaje, ki ti bo pomagale do boljšega snatcha. Prva vaja seznama se imenuje drop snatch, potem imamo snatch balance in heaving snatch balance. Zdaj, groznih razlik med samimi vajami ni, čeprav v bistvu vsaka vaja je pač namenjena ima drugačen učinek, oziroma dejansko lahko delamo vsako vajo z drugačnimi težami, ker enostavno pri nekaterih vajah nam ni smiselno oziroma ne omogoča sama vaja, da premagujemo večje teže. Zdaj, če začnemo z drop snatchom. Za vse 3 vaje bo veljalo enako in to je, da bomo palico držali tako enako široko, kot bi jo držali za snatch. To zgolj zaradi tega, ker enostavno pač s temi vajami probamo izboljšati snatch. Torej, prva vaja, drop snatch, stojimo z nogami tako široko, kot da bi palico potegnili stran. Druga stvar, ko zavajame zrak, napneš trebušne in potem potisneš komolce pod palico. Od tukaj se dejansko vržeš pod palico oziroma se probaš sam aktivno potisniti pod palico. Zgleda tako. In se staviš. Ne pozabi dati nog nazaj skupaj. Se staneš. Še enkrat. Se staneš. Zdaj, sama vaja je dokaj dobra za warm-up, ker dejansko pač naučite hitrosti pod palico, zakleniti komolce pravočasno. Lahko se doda nekaj teže, ni pa zdaj ravno, da maksaš s to vajo. Potem naslednja stvar, oziroma naslednja vaja, snatch balance. Tukaj dejansko lahko treniramo seveda hitrost pod palico, še ena stvar je. Absolutno pri weightliftingu je pomemben timing. In ravno z drop snatchom je pomemben timing, da dejansko skočiš na razen, pristaneš tako široko, kjer delamo počep, zakleneš komolce pravočasno in isto je seveda pri snatch balanceu, kjer dejansko še dodamo težo in je timing, hitrost pod palico dejansko ključnega pomena, da lahko to narediš. Zdaj, sam snatch balance se dejansko lahko dela približno tam, kjer je naš 1RM snatch, oziroma pač max snatch, včasih celo tudi več. Teda, zgleda dokaj podobno. Spet. Začnemo tako široko, kot da bi palico potegnili stran. Prijemamo palico široko za snatch, komolci pod palico, zdaj sledi en mali dip, ne kot pri push pressu, čist en mali dip. In v tistem se probaš potisniti pod palico, jo sprejeti in jo peljati dol v luknjo. Zgleda tako. Tako sem prej omenil, dejansko pri tej vaji se lahko naloži kar nekaj gor in je vaja dokaj efektivna dejansko in zelo me mikira pač, kak večjo težo spremeš v samem počepu, takrat, ko da bi delal snatch. Potem zadnja vaja, heaving snatch balance, namen te vaje je, ni toliko sama hitrost pod palico, ampak dejansko premaga čim večjo težo, ki jo lahko digneš. Torej, max teža definitivno se dela več kot snatcha. Je največja razlika v tem, da naša štartna pozicija je v našem poziciji, kjer delamo počep in druga stvar bo, da naredimo full veliki dip, dejansko takšnega kot pri push pressu. Zgleda tako. Seveda, ena stvar je definitivno ista, kako široko palico držimo, stopiš tam, kjer delamo počep in zdaj vzamemo sapo, komolci pod palico, veliki dip, in greš. Tukaj se osredotočiš, da z nogami potisneš gor, sprejmeš in greš počep. Še enkrat. In to je to. To so 3 vaje, s katerimi si
bi mogel vsak weightlifter dejansko pomagati oziroma jih trenirati, zato da bi dejansko izboljšal snatch. Pri teh vajah je vrej, da ne rabimo skrbeti za to, kako palico potegnemo, kako začnemo palico vleči stal, ali trofimo vrej, ali grejo komulci dol visoko, tranzicija pod palico, ravno zaradi tega, ker naša štartna pozicija je za vratom in dejansko se lahko osredotočimo ravno na to, na hitrost, da zaklenemo komulce, da je naš trup pokončno, da se vsedemo čim bolj globoko, ker je pač dejansko nižje se počepneš, nižje lahko palico potegneš, to pomeni, da lahko večje breme premagaš. Teda, to so 3 vaje. Upam, da ti bo na tvoj weightlifting karieri to pomagalo. Če imaš kako vprašanje ali predlog za naslednji video, mi piši na info@levelup.si. Ful bom pa to je vesel, če klikneš like ali pa celo komentiraš kaj pod sam video, ker enostavno tak bo naš YouTube kanal dosti bolj zrastel in vi boste imeli več tega.